Lepo pozdravljeni v novi oddaji Reflektor. Takole na začetku ponavadi malo predstavim svojega gosta, ga podrobno opišem, ampak mislim, da danes to ne bo potrebno, kajti jaz mislim, da ga vsi poznate. Akademski glasbenik, TV voditelj, komik, izjemen imitator in človek stoterih talentov. Nažalost, Jure Godler danes ni mogel. Ampak se hecam, izjemno smo počaščeni in veseli, da je danes z nami eden in edini Tilen Artač. Tilen, živjo. Živjo, hvala lepa za povabilo. In to krasno napoved. Tilen, kaj dogaja? Veliko. Začenja se zdaj nova sezona, 26. februarja je prva oddaja, tako da v bistvu smo že kar v pogonu, ker vedno v tej zadevi pri snemanju na televiziji, ko je malo pauze, je fajn majčkeno prej začeti migati, razmišljati, z ekipo zadeve postavljati, da pridemo v formo in da smo v najboljši formi takrat, kaj treba. Ne, se pravi, tako kot športniki, ki morajo biti v najboljši formi na tekmi na olimpijskih igrah, ne, mi lovimo to normo do prve oddaje. Ne. Sicer pol tekom sezone je seveda forma še boljša, ker se še bolj ugremo, ampak že prvo oddajo želimo narediti dobro, zanimivo, atraktivno. Ljudje pa se mi zdi, da nekateri že kar čakajo, no, mi že kar pišejo, kje ste, kaj da so vas ukinili. Ne, samo malo pauze imamo. Jaz mislim, da ste jo tudi rabili, ampak že v preteklih sezonah ste osvojili nekaj olimpijskih kolajn s to oddajo, lahko rečemo. Področna tekmovanja, to je še to področna. No, ja, zdi se mi, da je to res ena taka oddaja, ki združuje Slovence, odlično gledanost imate in zagotovo nekako jo Slovenci pogrešajo in je razumljivo. Se obeta zdaj v novi sezoni kakšna novost, da se držite nekako reka, da zmagovalnega konja se pa ne menja? Ne, vedno delamo malo sprememb iz vsake sezono, v drugo naredimo neke spremembe, oddajo osvežimo. Zdaj v novi sezoni se mi pridruži tudi sovoditeljica. Ja, v Newsu sva zdaj dva, ker bo se mi zdi bistveno bolj atraktivno, zanimivo, da ne rečem, da bom razbremenjen, seveda, ne, ampak se zelo veselim, da je Alenka zraven mene, ker bova imela lahko malo kontakta, malo bova lahko pokomentirala, malo se bova lahko pogovorila, bolj pošalila, tako da ne bo vse samo News v kamero, ne, ampak bo še malo te interakcije. Klepeta, dinamike. Alenka je že v tej sezoni bila zraven? Absolutno, Alenka je sodelovala v skečih, je odlično, smo se ujeli, fajn smo se zaštekali, že silvestrsko oddajo sva skupaj delala, tako da v bistvu se zelo veselim te nove sezone tudi zaradi nje. Ekipa ostaja na terenu, v skečih, pač fajn je pri oddaji, kaj dogaja, se mi zdi, ker smo res naredili tako ekipo okoli in piscev in nastopajočih oziroma igralcev, da se vsi dobro razumemo, vsak ve, kaj je njegova naloga, kaj se od njega pričakuje in na koncu to opaz na sami oddaji, na samem izdelku, ne, tako da je to, bom rekel, tudi kar malo sreča, da se ti poklopi vse to, ne. Ja, ker nekateri voditelja enačijo z oddajo, ampak tukaj gre za celo kolesje. Absolutno, klej v zadnji ekipa piscev od urednice Maše Kljun do Igorja Bračiča, Jureta Karasa, ki imata pod kontrolo v scenarij. Tako da voditelj je potem tisti, ki je v prvi vrsti zadolžen, da dobro spelje vse, interpretira tudi tekste. Dobro, potem moja naloga je tudi, da kot imitator naštudiram recimo tiste like, ki jih potrebujemo, da se posvetim tem imitacijam. Pač imam, bom rekel, to znanje in tudi talent, da lahko imitiram, da zadanem neke like, ki mogoče na prvi pogled je skoraj nemogoče jih, ampak nam to nekako rata. Ampak tudi pri imitacijah moram reči, da se tudi med sabo malo pogovorimo, kako bi ga zadev, vsak malo pove, kaj misli, kje bi najdel tisti nek karakter, ki bi potem ta lik skočil ven. Kdaj se je pa ta tvoja nekako ljubezen do imitacije sploh začela? Zdaj prvič, če se ne motim, ste se prav javno z Godlerjem na RTV predstavila v oddaji. Kaj je že bilo tistega lepega popoldneva? Tako, ja. Ampak si že kot otrok rad imitiral? Jaz sem bil kot otrok fan, še vedno sem, oziroma delam v tej oddaji Radia Ga Ga. In sem občudoval Saša Hribarja kot imitatorja,
kot radijskega voditelja in sem začel imitirati vse te like, ki jih je Sašo imel v oddaji Radio Ga-Ga, potem se je v ekipi pridružil Jure Mastnak, tudi njegove like sem imitiral, sem bil tudi njegov fan, potem se je pridružil ekipi Marjan Šarec in sem njegove like imitiral in se mi je on blazno dopadel. Potem je bilo pa v 3. letniku gimnazije, ko smo z Juretom Godlerjem na provokacijo ene sošolke, ki je bila zelo lušna, je rekla, ne upata iti fanta, sem ful, da upa, če pa ona to rekla, da greva, ne. In sva šla, se prijavila v rubriko 5 minut slave na TLP, to je še bil začetek TLP, ko sta vodila Anja Križnik, Tomažin pa Lado Bizovičar. In sva z Godlerjem šla v oddajo 5 minut slave. Pozor, da pisala sva scenarij, do besede natančno se ga navadila in sva šla tja. In se spominjam, ko sem tam srečal Saša Hribarja, ki pa takrat imel rubriko v TLP-ju 5 minut slave, sem ga srečal na hodniku, naj je prišel pač pozdraviti, ker so mi rekli, Sašo, 2 mulca sta prišla, kaj imitirate, da pedi, spoznal, mogoče pa ne, se ujamete, pa jih povabiš kaj na oddajo Radio Ga-Ga, Sašo pride in meni, da sem jaz takrat imel tako odprte oči in usta in nisem mogel nič reči, sem gledal sem ga, ko boga sem ga gledal, ne. Ker dejansko sem ga spremljal kot otrok, rad sem imel vse to, kar počne, rad sem imel oddajo Radio Ga-Ga. Ne, in sem mislil, da je to bo naj on zdaj preizkusil, kako, kaj. On je pa sam rekel, da če vas zanima, pridite v petek na oddajo na Radio Ga-Ga, ajde, čau, pa je šel. Tam pa ni bilo kakšnih hudih scenarijev, a ne? In sem, pa sem prišel dejansko pogledati na Radio Ga-Ga in že prvo oddajo. Spomnim se, edini je rekel, no, da če hočem v oddaji nastopati, moram svoje like narediti, ne like, ki so jih oni že imitirali, ne. In ki si jih ti vse poznal, jasno? Ja, ampak sem jih naredil. Dejansko sem jih naredil. V bistvu mi je bilo popolnoma jasno. Tukaj je Ifigenija prišla, ne? Tako, Ifigenija začela. Mislim, eno od prvih so bili, ne vem, Zlatko Zahovič, en izmed prvih. Bo še ene partije, ki so bili tudi takrat v svetu politike zelo aktualni. Ifigenija je pa pol mečkam kasneje prišla, ampak je pa zelo hitro zacvetela v Radio Ga-Ga in potem kasneje tudi v oddaji Hribarne, ko sem imel svojo rubriko. Tako da Ifigenija je tak zelo simpatičen lik bil, oziroma je še vedno živi. Je pa to, sem to že dostikrat povedal, ampak vse je vedno zanimivo, drugače res bila moja psihologinja iz osnovne šole. Gospa Ifigenija. Ja, in tako ime si človek zapomni. Ja. Imamo tudi eno literatko, se mi zdi s tem imenom in si jo jaz ravno zato zapomnim. No, potem verjetno se še dobro spomniš, kako si pogledal takrat Saša Hribarja in si zdaj verjetno tudi bolj nekako razumeš, ki pa danes tebe s temi očmi gledajo. Verjamem, ne, da ljudje radi gledajo, ne vem, sploh oddajo Kaj dogaja, ne, ki je na televiziji in v bistvu to največ pomeni. Ne. Si prej na začetku omenil, imamo dobro gledanost, ampak največ mi pa pomeni, da res, ne vem, se sliši pač zelo, ampak greš po cesti, pa parkrat se mi je že zgodilo, mi je bilo prav simpatično, pa je prišel en mlajši fant s torbo in me je začel gledati in sem rekel, oprostite, a ste vi Tilen Rataž? Sem rekel, sem. Aha, okej. Ker je otrok v šoku, valjda. ampak samo... Ampak tako, zelo rad gleda vaš oddajo. Thanks. Mislim, meni to recimo največ pomeni, ne. Ali pa že stara gospa pride, ne. Gospod Rataž, ko se rada gledam, hvala gospa. Pač tu je simpatično in v bistvu je to človeku pač veliko pomeni, ne. Ker s tem vidiš, da ne smejiš ljudi, da jih spravaš v dobro voljo, da jih razbremeniš in vse zato konec koncev komiki smo, ne, nismo zaradi tega, da bomo delali dobre, mislim, smo tudi, da delamo dobre gledanosti, ampak zato, da se ljudje zabavajo, ne, da pretopimo, ne vem, svet politične satire ali kakorkoli, pretopimo to neko resnost, neke stvari, ki mogoče niso vse pozitivne, ampak jih pretopimo v pozitivno, da se ljudje ne smejijo. Ne. Se pravi, to je naše poslanstvo in pač to delamo in zato očitno smo. No, jaz bom kar iskreno povedal, ravno zaradi te politične satire te občudujem, ker, no, jasno še druge stvari, ampak to je ena taka stvar. Slovenija je toliko razdeljena, precepljena in težko je delati politično satiro. Zdi se mi, da si izbral en tak pristop, bom vse mal požalil, pa ne bo noben jezen. Trudam se. je nekako tako. Ne? Ful se trudim, ja, mislim, se vsi trudimo
probamo res ne biti žaljivi ali pa ne vem, vulgarni ali karkoli. Radi bi samo vsako stvar, ki se zgodi, ki nam pade v oči, jo obrnili na pozitivno. Samo to. To je point. Seveda, zraven še poveš neko resnico, moraš nastaviti tudi ogledalo družbi, a ne? Jasno, to je point satire, ne? Ampak nismo pa zdaj, mislim, Bog ne daj, da bi se pa hotel neki predavati, to se mi ne da. Je pa res, da ljudje, sploh zdaj v dobi interneta, dobi komentarjev in vsega tega, so ljudje zelo ratali, oziroma občutljivi so itak že dolg, ne, ampak zelo radi to kaj napiše, zelo radi očitajo, dostikrat pač fašemo razne komentarje, tudi osebno, na osebne nivoje se spuščajo, ampak konec koncev se tega se navadiš, Bog ne daj, da si jemlješ k srcu, tudi ne prebereš vseh komentarjev, ki se mi ne da. Malo je to vedno prisotno, ampak to tako je. Ne. Če te toliko ljudi gleda, so komentarji, milijoni komentarjev in vseh ljudem, hvala Bogu, tudi ne moreš ustreči. No seveda, ampak ljudje eni so pač občutljivi, pa po drugi strani pa samo čakajo, da je lahko kaj kritizirajo. Vse Peter Prevc, ki ni bil zdaj nekaj časa nazaj, so ga na internetu vsi nekaj napadali, vsi, evo, pa je zdaj kolajno dobo, zdaj pa spet. Zdaj so pa vsi pač srečni, oziroma eni žalostni, ki ne more spet kritizirati. Ne. Ampak pač to je njihov problem, ne naš. Ne. Najlažje je iz udobnega naslonjača komentirati. Ocenjevati. Zato so se midva odločila danes ocenjevati iz udobnih naslonjačev. Ampak priznavati to je že en velik del tega. Ne. A se je že kdaj zgodilo, da je pa kdo tebe imitiral? A bi rad to videl? Zelo. Bi? Meni se to ful dopadlo. Pa vi zakaj? Zato, ker vem, kva to pomeni, ko jaz nekoga imitiram. Ko jaz nekoga imitiram, to ni sam glas, dejansko mečken ga štekaš, mečken veš, kako človek razmišlja. In da bi en človek mene zadev, da bi me imitiral, bi ga ful veliko vprašanj imam za njega. Če hočete zares dobro spoznati Tilna Artača, naučite se ga imitirati, pokličite ga, rečete. Če ga hočete čutiti. Čutiti. Če ga hočete, da veste, kako razmišlja. Ti si šel v te čutenja mnogih ljudi, imitiral si. A sploh šteješ, koliko ljudi? Štejem, ne. Vem samo, da Male terase, v oddaji Kaj dogaja, Malih teras smo posneli, mislim, da že čez 100. Tako da je to skoraj toliko, pa recimo ene smo malo ponavljali in so to pevske imitacije. Govornih pa bi si upal reči, da jih je tam 40, 50 mogoče, ampak eni liki pač niso več toliko aktualni, jih damo malo na stran, jih zapremo v zmrzovalnik, nekaterih žal ni več med nami, tudi to je. Tako da se jih kar nabere. No. Je pa res, da se s temi stvarmi ukvarjam že 18 let. Jaz sem to začel zelo mlad. Jaz sem prišel v Radio Gaga, še nisem bil polnoleten, sem bil 17 let star. Tako da sem že kar dolg na sceni. Čeprav vem, da zgledam zelo mlad. Ravno to sem hotel poudariti. Ravno to. A pa se je pojavil kakšen lik, si ga gledal, študiral in si rekel, to pa ni šans, tega pa ne morem. Ne morem ga skiniti. Ne, ni bilo to zelo popolna imitacija. Mislim, se popolna ni noben, ampak ni bil res to zelo dober lik, ampak vse ne more biti vedno. Ne. Tako da ene imitacije so res zelo dobre, nekatere pa so recimo temu zasprot. Ne. Ni pa tisto, da bi rekel, njega bi pa rad imitiral, pa ga ne morem, zato ker vedno se spravim imitirati človeka, ki mi je zanimiv, ki mi je simpatičen, ki ga imam rad, ki mi je res neki vzbudi v meni. Ne. To je tista ljubezen na prvi pogled je ta v svetu imitacije govorim. Ne. In rečeš, tega bi imitiral, če pa ti ni zanimiv, se ga pa sploh ne lotiš. Tako da ne obstaja tisto, da bi rekel, njega bi pa imitiral, kako si želim imitirati, tega človeka pa ga ne morem. Težko je pa verjetno, niti nimaš interesa, neke take mlačne like, ne, ki niso, ali kako? Ja, tudi takih se moramo lotiti, ne. Ponavadi v oddaji tudi tako. V oddaji Kaj dogaja, ko je nek lik zelo
atraktiven, zelo popularen, mi pač reče ekipa, lej, Artač, zdaj pa takole, naštudiri ga, ker ga rabimo. In se je celo zgodilo, da so že Lasuljo naredili, jaz ga pa še nisem znal imitirati. In je bil začetek sezone, so rekli, lej, zdaj pa takole, Lasulja je narejena, da samo še čakamo, da ga bo začel imitirati. In sem ga imitiral in je bilo fajn, je bilo super. In kaj je on naredil, ta resničen lik? Čez en teden se je ustrigel, frizuro si je spremenil. Lahko vam povem, kdo je to bil. Luka Mesec je to bil. Luka Mesec, frizuro si je spremenil in veš, kako si je spremenil? Tako, kar imam jaz frizuro. Ko se je začel česati in gel je začel uporabljati. Ne vem, kaj je to bilo, skratka, spremenil je frizuro. No, ampak si se pa naučil ta lik imitirati ravno zaradi Lasulje, tako da to je bilo verjetno potem edini namen. Tako. Koliko časa pa ponavadi potrebuješ, da naštudiraš en lik tako dober, da si ga upaš povedati pred kamero? Ali je ponavadi bolj ta način, zdaj ga moram do četrtka znati? Ja, meseca sem naštudiral 20 minut. Kva? Ja. To je pa neverjetno hitro. In veš kaj, ful pomaga, to je resnica, zelo pomaga, to je prav neverjeten, ker so me dali v obleke, take obleke kot on nos, se počutiš? Ko so mi dali Lasuljo, dejansko to ful pomaga. Ful pomaga, ko so mi masko naredili njegovo, ko vidiš, ful sem mu podoben drugače. In ko sem zagledal, to sem rekel, pa si sem mu podoben in pol začneš razmišljati, okej, on tako konkretno naredi, čakaj, zakaj pa on tako ne, neroden mu je, čakaj, zakaj pa dol gleda, ni da se mu zaveste, da veš, in pol, toliko da študira. No, odvisno, s kakšnimi se moram pa kar malo pomatrati. Nisem pa tip imitatorja, da bi vadil pred ogledalom ali pa da bi gledal posnetke kogarkoli in študiral, kako melodijo on zapelje. Se pravi, to pač nastaja v bistvu, da ga sam začutiš in pol v bistvu sama od sebe prije. Zgodilo se tudi, da sem začel uporabljati neke besede, pa sploh nisem vedel, da jih on to uporablja. Pa sem pol šel gledat in sem videl, čakaj malo, on pa uporablja iste besede, ki sem jih jaz uporabljal. In sem ga imel že na sumu, da on mene imitira. No, mogoče pa smo spet zdaj tam, mogoče hoče se sam s tabo pogovarjati, pa te imitira. Začaran krog je to, začaran krog. Zdaj, tvoja pot je bila zanimiva, no? Začel si res izrazito glasbeno, tudi nisi verjetno takrat še vedel, da se boš kadarkoli vrgel v te neke televizijske vode, potem imamo Radio Gaga in ostale radijski, mogoče radijski formati, zdaj pa televizija. Kje, se pravi, od teh področij, kje se počutiš, da te to najbolj izpopolnjuje, da se počutiš najbolj živega? Je to za radijskim mikrofonom, ali je to na odru, pred kamero, za violončelom? Povsod. Začel sem res z glasbo še kot otrok, sem se zelo resno ukvarjal z glasbo, sem šel študirati prav na Akademijo za glasbo v Zagreb, k zelo dobremu profesorju Valterju Dešpalju. Bili smo en tak zelo dober razred, ogromno smo igrali, ogromno koncertirali po celi Evropi, po velikih festivalih. Vadili smo cele dneve, skratka, violončelo je bil moj način življenja do 17. leta. Hodili smo po raznih tekmovanjih, tako naprej. Bil sem kar talentiran, tudi priden, no? Ker sem mogel biti kako v športu, če tukaj ne vadiš tako vsak dan non-stop, ni nič, ne, brez veze. Ne vem sicer, zakaj govoriš o pretekliku. Mislim, ker zdaj nisem več toliko aktiven v violončelu. Potem se je pa res pač zgodil nek zanimiv moment, ko sem pač videl, da pa lahko grem tudi malo komične vode radija in televizije. Mogoče na začetku, tudi pri starših je bil to malo mogoče šok. Starši so ogromno vlagali v mene kot v glasbenika, ampak so to potem sprejeli, ker so videli, da se s tem dobro počutim, da sem tudi tam dober, da me to veseli. Edino rekli so diplomiraj. To so pa rekli, diplomiraj. In to pa si jih poslušal. Absolutno, ja, diplomiral že. No, ampak potem sem začel se na radiju, sem se rodil, ne, v slovenski medijski prostor. Vsi pravijo, ko začneš na radiju, če se rodiš na radiju, pač ti je radio dom, ne. Mi je dom, nacionalni radio, mi je dom, tam sem začel.
Potem sem sporedno delal tudi na televiziji, v raznih oddajah. Pa vedno sem imel v glavi, da je radio to. Priznam pa, odkar sem pa stopil v čevlje voditelja in zdaj po 3 sezonah, pa moram reči, da me je televizija začela še bolj zanimati in da se dobro počutim na televiziji in všeč mi je, ko vidim, da je še ful ene rezerve, da je še ful enih stvari, ki jih moram usvojiti, ki se jih moram naučiti, ki jih moram naštudirati, ki mi jih morajo povedati. Tako da je kle, mi je kar dogaja, no, priznam, da mi je super in se veselim nove sezone, recimo. Ne. To mi ful veliko pomeni, da gremo spet v novo sezono, da bo spet nekaj novega se zgodilo, nove stvari, novi gostje. Tako da povsod se dobro počutim, ampak v tem trenutku pa priznam, da je fokus najbolj v televiziji. Ne. Na radiju se še pojavljaš, vidim te še v Radio Gaga. Kako pogosto si tam? V Radio Gaga sem vsak teden. Ob petkih imamo ob 10:10 na prvem programu Radia Slovenija. Ta oddaja je, bom rekel, za radio leta 2022 zelo posebna, ker je po mojem še ena redkih oddaj, ki traja 50 minut v kosu in pa to, kar pač je že od nekdaj Radio Gaga, brez scenarija, brez priprav. A ne? Tako da to je neka taka posebnost, se mi zdi, za slovenski prostor. Tudi imeli smo že praznovanje 1000 oddaje, imeli smo 30 let že Radio Gaga, tako da je to res neka kultna oddaja, ki vprašanje pač. Praktično neponovljiva in verjetno tudi ta smisel za improvizacijo ti tudi na televiziji potem prav pride, ti je večkrat. Absolutno. Tle recimo sem se dosti od Sašota navadil. Je pa tudi res, ne, saj ti brez scenarija, brez priprav ne moreš delati oddaje, če nimaš na drugi strani voditelja, kot je Sašo Hribar, ker ima zelo zanimiv koncept, ne, in ta koncept sem dosti hitro usvojil, da pač improvizacija se kle dopolnjujemo, on zelo dobro zadevo pelje, tako da moraš imeti na drugi strani enega, ki bo peljal, ki te bo tudi usmeril, ki te bo vprašal, tako da točno veš, kaj moraš reči nazaj. Ne. Tako da je kle, lahko to delamo zaradi tega, ker smo pač taka ekipa, ker je na drugi strani tak voditelj, drugače absolutno se je treba pripraviti, oddaja kaj dogaja, je pripravljena v nulo do besede natančno, vse pripravljeno do sekunde. Ne, tako da. Ja, zelo si aktiven povsod, ne, radio, televizija, takole si, če vzameš čas za kakšen intervju, hvala Bogu. Koliko ti pa ostane prostega časa? Mislim, absolutno premalo, ne, delaj veliko, valjda bi raje, da imel več prostega časa, da imel več časa za počitek, ampak ko pa ga imam, ga pa probujem čim bolj izkoristiti. Je pa res, da dostikrat v celem letu čakam, ne vem, po novem letu, januar, ker je res zatišje, ko grem recimo smučati. To mi ful veliko pomeni, smučanje. Se pravi, rad smučaš? Zelo rad. Kje si bil letos? V Italiji, Alta Badia. Zdaj, koliko časa greš pol ponovati? Za en teden. Aha. In letos je bilo zaradi te korone in tako naprej, so res prišli, sem videl, smučati ljudje, ki radi smučajo in ljudje, ki znajo smučati. Ne, predtem so prišli vsi, ki se pridejo tudi pokazati, ne, da sem bil pa v Dolomitih. Ne, ampak zdaj so bili pa res ljudje, ki obožujejo smučanje. Ni bilo veliko ljudi. Po noči je bilo -15, čez dan je bilo -7, sonce cel teden. Tako da v bistvu je bil najlepši dopust, kar se tiče smučanja do zdaj, to pri meni. Letos proge so bile super, od jutra do skoraj 4 popoldne so bile uštimane, kot da bi bilo vse ob 8 zjutraj. Dosti mraz, ne, niso mehke. To mi res veliko pomeni. Smučanje, Dolomiti, prog toliko, da ne veš, da moraš na uro gledati, kdaj boš obrnil, pa da boš prišel nazaj, ne, do 4 popoldne. Tako da to mi ful veliko pomeni. Če bi rekel, kam bi raje šel na dopust, oziroma izber si enkrat na leto, lahko greš ali Karibi, ali smučanje, Dolomiti, Karibo sploh pogledal. Ne. Pa še nisem bil tam. Mogoče je to težava. Možno, ampak ne, dokler si najdu svoj raj, pa ne bojo to Dolomiti hudo. Kaj pa na začetku v vodu sem povedal, da imaš res veliko talentov. A imaš kakšen talent, za katerega še ne vemo? Lahko je čist useless talent, da se dotakneš, ne vem, z jezikom komolca, pa da znaš kuli vrteti, ali pa kaj ta. A imaš kakšen tak res zanimiv talent?
Kot otrok sem recimo po rokah sem znal hoditi. Hudo. Potem sem malo tudi gimnastiko v šoli treniral, ampak sem po rokah, brez da sem, še preden sem treniral začel, sem po rokah znal hoditi in sem pa tako doma po dvorišču malo hodil, pa po hiši, po hodniku in tako naprej. Ampak priznam zdaj po vseh teh letih, Kdaj si na zadnji hodil? ne vem, mislim, se lahko probam zdaj, ampak Joj, par metrov. Pred sezono smo, ne, zdaj ravno. A ja, ne, mislim, nisem hodil po rokah že par let, ampak jaz mislim, da bi vsem bi šlo, no, če bi Ja, pa... zdaj smo to začela govoriti, veš, Tilen, kakšna so pravila. Da je treba, ne. Ko nečem začnemo Ne, pa veš, kaj hočem povedati? Hočem povedati, da če bi pa treniral, če bi malo treniral, ne, Ja. da bi tako... Hitro usvojil. En teden, da bi imel cajt, bi pa hitro Zdaj mi usvojil. sam povej, a ti kako pomagam? Ali... Ne rabiš. Umakam se, da ne poškodujem še tebe, če že sebe. Ne, ampak le govorimo o parih metrih, pa vidim material. Bo, a ne? Ja, je v redu, ja. Ne bomo se zdaj ogrevali, ali boste ti spol. Joj, Ne, to gre live. če bo kaj narobe, joj. Ne, nič ne bo. Ampak bo sam par Mislim, mogoče boste iskali novega voditelja, ne, kaj dogaja. Jaz predlagam, da narediš takoj razpis. Smo? Jaz mislim, da smo. Tile Lartač na rokah, dame in gospodje. Svaka čast, je pa dober, ti gre še vedno zdaj. Mislim, če bi imel plat, se bolj zagnal, ne, ampak saj, gre. Ampak za pogoje, bravo, svaka čast ti lepo. Evo, izvoli. Temu se reče, Wow. vse za rating, vse za rating. Tole je bilo pa zdajle, tako, ne da ti ne zaupam, Tilen. Ne, vem. Zaupam ti zelo, ampak mi je kar malo srce. Ja, sem kar športen človek, rad se ukvarjam s športom, ja. Tudi smučarija se pozna, ampak v glavnem močne noge, močne roke, vse. Pri smučariji dela cel telo. Ne? Ja, mislim, da. Okay, zdaj, ko sem malo prišla v te talente, učiš tudi mlade talente, si jih učil, glasbeni pedagog, tudi ne violončelo si jih učil. Ja. Zdaj, tako je, jaz lih sem svoje violončelo je na popravilu, sem ga dal. Ja. Kaj pa je bilo? Ti se je mal, a veš, v spodnji del se je mal znucal. Kolenček. Kolenček, ja. Ne obstaja pri čelu. V glavnem, kakorkoli. Da, sem učil, ja. Jaz sem učil kar par let na glasbeni šoli Trebnje. Trebne? Ja. Vprosti, ampak sploh ne vem, odkot drugače prihajaš. Iz Brezovce. Iz Brezovce. Brezovce pa Ljubljane. Trebnje je pa precej daleč pol, ne? Pa urce. Vse avtocesta hitro. Ja, čisto naključno sem se pol odločil in sem učil ene par let otroke, se pravi glasbena šola. Pa sem se kar dobro počutil, no, v redu smo se imeli. Dobro je bilo, nisem tečen. Ste imeli otroci radi? Ma ja, Tudi ko še nisi bil tako prepoznaven. Mislim, se mi niso, vse otroci tudi ne gledajo toliko, se mi zdi, teh oddaj. Pa eni so malo vedeli, mogoče starši so jim povedali, ampak ni bilo to nič razlog, da bi se toliko bolj zastopali. Ampak fajn smo se imeli, nisem jaz nikoli nekim težil, pa moram reči, da tudi ni bilo treba težiti, da so bili motivirani vsak na svoj način, pa vsak pač je vadil, kakor tudi ga je zanimalo. Meni je bil sam cilj, da mu res malo približam glasbo, da mu dam malo tega reda, da vsaj 20 minut na dan, ampak vsak dan. Eni so bili bolj talentirani, eni so bili bolj pridni, je bilo pa zanimivo. No. Nisem pa jim težil, jaz sem vedno jim rekel, če češ, ti lahko povem, te lahko kaj navadim, če hočeš, če se ti pa ne da. Ne moreš človeka. Ne bom se zdaj na glavo metal zaradi tebe, če se ti ne da, se ti ne da, prav ne. No, jaz sem pa nisem malo bolj sofisticiran inštrument od čela in sicer tili klasični ksilofonček. Tako da me zanima zdaj, ne. Da bi jaz igral boš ti, hočeš me preizkusiti kot pedagoga, predvidevam? Ja, malo sem probala. Ne, lahko probava, lej. Dejva probat. Tukaj imamo zdaj eno čisto roščeno. C-jeva lestvica, to se mi zdi. Kar poslušaj me, veš? Ja, bova. A vidiš, dve palčki, kaj da bi vedel. Tako, to sta dve palčki, tukaj imava inštrumentek, ne? S palčko bova po inštrumentku malo takole potovkla. Kjer zvok ti je bil lepši? Tonček tale ali ta? Meni je bil... Tvoj ti mora biti, ne? Vsak otrok mora biti, ta mi je bil lepši, ker ga je on zaigral. Jasno, to se hoče. Seveda, so iz osnove pedagoga. Potem lahko pa takole vse zaigrava, ampak
Ja, ker nimava dosti časa, veš, ker te prije že mami iskat potem, a ne, bova se hitro eno pesemco navadilo. Kjero pesemco znaš? Lahko mi jo tudi zapoješ, če ne veš naslova, kar zapoj mi jo. Kuža pazi z repkom. Deva malo višji zapet, veš, malo prenisko sva začela. Kuža pazi z repkom, Mika. Najprej bova samo pela. Ja, se upravičujem. Ne, vse v redu, vse v redu. Še enkrat. Niste rekli, da ne težite. Meni je povedal Kar prijatelj, deva da ne zapet še težite enkrat. preveč. Ja, kar zapoj. No, zapoj že! Kaj boš zdaj, kaj se zmišljaš? Kuža. Ta ton je! Vidim, da si super pedagog. Zelo potrpežljiv. Daj, že povej. Jaz pozabim zmeraj, kjer je ta ton. No. Kuža pazi z repkom, Miga Z repkom ne nižat, po konce postav, tako stane. Se ga nimava. Nimava A ja, tega tona. pisanim. Vidiš? Ampak ti imaš pojma v glasbi, če veš, da ni fisa. Ja, jaz... A si hodil v glasbeno šolo? Ne. Kaj pa? A igraš kitaro? Hvala, da si me to vprašal. Ne. Ne, pač še na C-ju poji. To kitaro igram. No, pa se to me zanima. Ja. Se vidi. Ampak Čakaj, kaj čuva zdaj mi dva? deva nekaj zašpilati. Lahko mogoče nekaj skupaj zaigrava. Deva. Okej. O prisotnosti Mozart. Mozart se dobesedno obrača, glej v grobu. Kjero greva? Ne, spet ne morava. Ne. Uviš, kaj pa če jaz z Rupotulca zraven delam? Evo. Še enkrat. Ko je to lepo, keraču ne gre v glavo. Še enkrat, da sem navadil. Oh, kako je to lepo. hudo. Še enkrat, deva. Oh, kako je to hudo, keraču ne gre v glavo. Pazi, vsi mislijo, da je to melodijo Mozart napisal. Pa je ni. Ne. Kdo pa? Mozart jo je, ukradel, vzel je, to je neka Mozart ne francoska, poslušati. to je neka francoska, mislim, da francoska narodna ali nekaj, tako da ni te melodije Mozart napisal, ampak sem jo zanimiv, da je zaigral zato, da razčistimo tudi. Da ti je jasno. Ta glasbeni kriminal. Pa ni zdaj toliko zapletena melodija, da je ne bi mogel sam sestaviti, ampak Da je ne bi mogel krasti. ja, ne mu bo vse nekaj tudi dobrega sam napisal. Ne. O mrtvih vse dobro. Jaz mislim, da si lahko prvošva za enega Mozarta, zdaj, ko so ga tako. Tilen, zdaj najlepša hvala za tele učne ure. A imaš še kakšen talent? Veš kaj je? Talent. Glasba je pač moja izobrazba in talent, sem pa tudi pretopil to zadevo v eno zelo zanimivo stvar. A veš, kaj pomeni pritrkavanje? Ja, ko greš gor na Turen in poj tolčejo različne melodije ob različnih praznikih. Ne? Tako. No, jaz sem že kot otrok, moj oče je že pred mano pritrkaval in jaz sem kot otrok, bil sem star tam ene. Prvič sem bil v zvoniku, sem bil star 2 leti mogoče, no, ampak potem sem pa začel pritrkavati in sem ves ta glasben znanje, ki sem ga dobil v glasbeni šoli, na gimnaziji, na akademiji, sem potem v zvoniku tudi to koristil in uporabljal in jaz sem pritrkovalec na Brezovici bil, po srcu sem še vedno, ampak zdaj so to mlajši od mene tudi prevzeli, seveda, ne. Ampak sem bil več kot 20 let, sigurno. Več kot 20 let. Jo. Jaz mislim, da bi mogla naslednjo oddajo Več kot 20 let, sigurno, če ne 25 let. Jaz mislim, da bi mogla naslednjo oddajo nek v Turnu gor posneti. Obvezno. Ampak veš, kjer dober feeling je, mislim, to je Celo telo se pritrkavanje, strese. valjda pritrkavanje, pač je muzika, so običaji, pač obred ob prazniku, ne? Praznovanje, ne? Je pa tudi na nek način kot terapija, ne? To je bilo meni zmer najbolj, da sem se postavil zraven največjega zvona, ta, ki je laufal, ne? Ki je dajal takt, se pravi,
pritrkavanje, ali so stoječe melodije, ali so leteče melodije. Meni so leteče bile bolj všeč, kar pomeni, da ta velik zvon je laufal, ne. In sem se postavil zraven tega velikega zvona, ki je imel, mislim, nekako ton, ampak sem se čist zraven njega postavil, pač valjda veš, do kam bo šel, ne, na centimeter, ne. In ker to s tem kemblom od spodaj, ne, ta gmotan tonski, nekako ton tega brona, ne, prebije te po ksihtu, dejansko te celega strese in je to ful zanimiv. In skozi vsa ta leta, ja, mislim, sem imel ful smisel za to. Je pa zanimiv pol s kolegi, glasbenimi kolegi, pol smo se dostikrat pogovarjali o tem, ker dejansko glasbeniku je to ful zanimivo, ne, pritrkavanje na te zvonove, ker melodije same, sam ritem, sploh ni tako zelo enostaven, ne, to moraš štekati zelo dobro, ne. Jaz kot glasbenik sem to ful hitreje štekal, ampak eni ritmi so ful zapleteni, ne, ni to tako enostavno, ne. In pol recimo šni glasbeniki, ki so bili moji prijatelji, so prišli potem pogledati, ne, v zvonik, sem rekel, pridite, da bomo malo probali, ne. Valjda je vsem dobro šlo, ne. Ampak recimo zanimiv pa je, da v brezoškem zvoniku oziroma turnu je bila in pritrkavala Irena Grafenauer, recimo flavtistka, ne. Ali pa Mate Bekavac, ne, klarinetist. Tako da so bili že kar pomembni gosti in glasbeniki, ki smo jih pripeljali, so pritrkavali. Tako da v bistvu je bilo to eno tako zanimivo druženje tudi za njih, ne. Se pravi, je brezoviški turn tako gostil najboljše glasbenike. Mislim, za naše razmere je to... Zelo velike. Kaj pa je še druga stvar, ki je ful zanimiva, je pa ta, da enkrat smo šli pritrkavati, jaz sem videl, takrat zelo mlad, ostali so bili pa starejši ful od mene, ne sem bil tako edini mlad. Zdaj se je to situacija spremenila, zdaj veliko mladih na Brezovci pritrkava, ne. Ampak takrat so bili pa sami starejši gospodje, ne. Ampak enkrat smo šli v Avstrijo pritrkavati, so nas povabili. In smo šli v Avstrijo in smo mi tam pritrkavali, v Avstriji tega ni, ne. Oni tega ne poznajo. In smo mi tam pritrkavali v Avstriji in je bilo ful zanimivo videti, v Gracu smo bili, ker so ljudje, je bila tam cesta, ljudje so se vozili z avtomobili in so se ustavili dejansko, ker niso vedeli, kaj se to dogaja, ne, kaj je to nekaj v zvoniku. In so ven iz avta so šli in so gledali in niso mogli verjeti, da to obstaja. To je pa drugače kot pri nas ponavadi. Ja, ker mislim, pri nas je to nekaj normalnega, ne, je tradicija, drugod, mislim, da tam je še Hrvaška, tam, da imajo malo pa Italija nekaj, ne, gor Avstrija pa tega sploh ne poznajo. Tako da je to ena res taka ful zanimiva slovenska tradicija, kultura, mislim, folklora, ali kako bi temu rekel, ne. Običaj. Ja, koliko teh zvonov pa je v bistvu, eden je ta glavni, ki daje takt, koliko je pa ponavadi še teh ostalih manjših? Fajn, da so 4, ne. Še 4 manjši? Ne, 3 manjši pa ta velik. To je fajn, to je zelo ful teh melodij potem. Da so 4 različni toni. Nekje so samo 3, tam si že kar omejen, da beste pa, če jih je pa 5, ne. To je pa najboljše. A te to tudi tako fizično zmatra? Ne. Lahko to počneš pol ure pa si. Človek, po rokah sem hodil. Oprosti, nikoli več ne bom dvomo vatiti. Res kar presenetiš tole za Sturni, pa ne vem, bi je zdaj res kar... To je meni totalno dogajalo. In tudi pol vse te praznike to čisto drugače doživljaš, to smo kar bili kar aktivni, no. Pa zelo so bili dobri, ne, ti starejši gospodje, žal, nekateri sploh so že, niso več med nami, ne, žal, ampak so bili res dobri. Ljudje, ki niso nikoli hodili v glasbene šole, ki se niso nikoli izobraževali, ne vem, v glasbene šole jaz sem skozi ritem tolkel, meni je bilo to jasno, zakaj kle gre. Oni pa nikoli, ampak so bili res, še vedno so bili res ful dobri. In so res ritem, res so ga obvladali. Jaz sem res, wow, mislim, to moraš imeti ful talenta pa ful smisla za to, da boš naštudiral to. In kako so oni to razvijali, te melodije, viže, ne. Pač nekaj so nekaj slišali, so po svoje predelali, potem sem jaz pač od njih to se vse navadil. Zdaj je že bolj moderno, zdaj skoraj vsak otrok že v glasbeno šolo hodi. Skoraj vsak otrok zna že note pisati pa tako, ne. Ker je to, ne, vedno tako, malo bo šel v glasbeno šolo, malo bo šel na fuzbal pa in je to bistveno lažje. A je lažje postati pritrkovalec, recimo, če izhajaš iz violončela, kot si sam, ali recimo iz kakšnih bobnov? Ne, če bi bil tokavc ti je še bolj jasno, ne, pa še bolj mahar, ne, lahko. Ampak
roko na srce, se te melodije niso tako zahtevne, da bi v bistvu mogel biti to kao že, če si že profesionalen glasbenik, je to več kot zadosti, da boš usvojil vse, kar rabiš vedeti. Ne. So pa potem recimo ene stvari, ki pa so, ki ti pa glasbena šola nič ne pomaga, recimo smo imeli na Brezovci, v zvoniku je bil kolega, ki je pa znal ta velik zvon, medtem ko je on tekel, ga je znal ustaviti z vrvjo vmes. In ga je potem na določene takte ga je spet spustil in ga spet ustavil. Pa brez da bi udaril zvon takrat, ko se ustavi. Valjda, brez da bi udaril. Ne. To je pa ena veščina, ki pa mislim, da do zdaj na Brezovci pač, gospod je že pokojni, ni nobenega, da bi to znal. Pa vprašanje, koliko jih res sploh zna to na tak način, ko je on to delal. To je bilo pa res tisto, wow, ta pa se je specializiral v tej stvari, ki pa ni nobene fakultete za to. Ne. Jaz mislim, da lahko rečemo, da je Brezovica zibelka pritrkovalskega velemojstrstva. Ni zibelka, ampak je pa kar veliko enih melodij pa enega znanja, tudi mojega kar veliko. No. Mogoče tole oddajo gleda tudi, verjetno gleda kakšen duhovnik, župnik in če se odloči, mi imamo pa zdaj 500-letnico župnije, danes pa rabimo enega vrhunskega pritrkovalca, a te lahko najamejo. Ne, me pokliče, se bo zmenili. Ja, hudo. Da agencijo ustanovil. Pritrkovalska agencija. Hudo. No, mi te bomo še z veseljem kdaj poklicali, če boš le vtegnil. Tilen, hvala ti še enkrat za tvoj čas, hvala ti za vse tvoje anekdote, vse tvoje talente, da si nam pojasnil to svojo zgodbo in da se nisi ubil tukaj, le, ko si hodil po rokah. Dobesedno Tilen Artač je po rokah hodil za nas, to je pa cenimo. Hvala lepa za povabilo, tako da upam, da čim prej spet kakšno rečemo. Ja, z največjim veseljem, uspešno ustvarjanje, seveda še naprej in vso srečo z novo sezono. Tilen. Hvala lepa, glejte oddajo, kaj dogaja. 26. februarja na prvem programu Televizije Slovenija, žurbo, letos pa štartamo, na polno. Na polno, ne bo več brems. Hvala pa tudi vam, da ste pogledali to oddajo do konca, če vam je bilo všeč in če hočete, da pripeljemo še več zanimivih gostov, ki bojo hodili po rokah, ki bojo učili nas na zvončke in podobne stvari. Takih verjetno ne bomo več imeli, ampak lahko pa pripeljemo še koga. Dajte se naročiti, dajte komentirati, polajkati, zvonček pritisnite, da boste vedno obveščeni, pa imejte en lep preostanek dneva. Se vidimo. Čau.